Ja, travniki že počasi močno zelenijo, odpirajo se cvetovi. Zdaj pa nekako vsi še ne poznamo vseh rastlin, dokler ne vidimo njihovih cvetov. Ampak niso uporabni pri rastlinah samo cvetovi, ampak tudi listi. In zdaj se že nekako kažejo prve rastline, ki so močno uporabne pri težavah z dihali. Zdaj, ena najpogosteje uporabljenih je seveda pljučnik. Tistega verjamem, da ste že nabirali. Tale rastlina, dokler ne nekako zacveti, jo marsikdo ne prepozna. Tole pa so v bistvu listi travniške kadolje. Je torej sorodnica oziroma v isti družini kot žajbelj, ker žajbelj je tudi kadolja, temu tako po hrvaško. No, tole je pa v bistvu travniška kadolja. Pri tej je zelo dobro, lahko nabiramo torej liste, lahko nabiramo tudi cvetočo rastlino, stebli vred, jo posušimo in jo potem uporabljamo pri težavah s kašljem. Zdaj, marsikdo ve, da na primer ni dobro delati tinkture iz žajblja, zato ker pač vsebuje tujon. No, travniška kadolja tujona ne vsebuje, zato jo lahko brez skrbi si lahko iz nje naredite tudi tinkturo za podporo dihalom in pa seveda, kadar imate težave z kašljem. Travniška kadolja pa se ne uporablja samo v obliki čajev ali pa tinktur, ampak jo lahko naberete preprosto tele liste. So tako, niso preveč grenki, dodajo pa zelo dober tak fini okus solatam, ali pa če pripravljate razne mesne jedi, pa še tudi v zelenjavne jedi kot sveža, tudi posušena rastlina. Torej jo lahko uporabljate tudi v kuhinji, če nimate navadnega žajblja. Zraven lahko vidite, se že malo nastavlja grenkulica. Grenkulica raste, zelo rada raste na kakih sončnih legah in takrat potem tudi najhitreje zacveti. Vam jo bom pokazala, tule pri meni jo je kar precej. Takole. Drugače jo pa najdete tudi v gozdovih, na obrobju gozd. Tam noter, ker je malenkost bolj v temi, zaenkrat še ne cveti. Lahko jo pa nabirate seveda v času cvetanja ali pa tudi malo pred cvetenjem. Grenkulica zelo dobro podpira dihala, predvsem pa je pomembna, ker pomaga odpirati sinuse, pomaga pri glavobolih, ki so povezani s težavami s sinusi. Torej je, bom rekla, kar nekako med prvimi rastlinami, ki bi jo naj imeli v svoji zeliščni lekarni. Seveda pa spet ni samo kot čaj, torej da bi jo nabrali pa posušili, ampak jo lahko zelo dobro uporabljamo tudi v solatah, lahko si jo pripravimo v juhicah, v kakšnih namazih, ampak spet nekako, bom rekla, če uporabljamo svežo, je čim boljše, da jo ne obdelamo preveč močno termično, ampak da pojemo pač čim bolj v svoji naravni obliki, torej čim bolj svežo. Zraven že tudi kar precej poganja rman. Rmanovi listi, mladi rmanovi listi so odlični v solatah, zelo dobro podpirajo naš želodec, torej pomagajo tudi pri nastajanju teh želodčnih sokov, pomagajo pri boljši prebavi in nekako pomagajo, da nas po kakšni težki hrani ne tišči v želodcu. Zato so tile mladi rmanovi listi zelo dobrodošli v kakšnih teh spomladanskih solatah, spomladanskih juhicah, namazih. Zelo dobro se ujema z stročnicami, torej s fižolom, s čičeriko, če imate lečo. Torej, vse posod ga praktično lahko date in hvala Bogu, ne tako kot čaj, ki je precej izrazito grenek, listi nimajo tega močnega grenkega učinka, dokler so še mladi. Tako da kar naberte si ga, pa kar v solato
z njim. Zraven pa imamo že tudi, tale je, se malo premaknem, da ga boste malo lepše videli, takle lepo osončen, trpotec. Trpočevi listi so najboljši, če jih nabiramo v spomladanskih mesecih, zato ker takrat imajo v sebi nekako največ sluzi, čeprav jih lahko nabiramo praktično skozi celo leto. Pobiramo torej liste, lahko pa pobiramo tudi cvetove, lahko pobiramo tudi semena. Temule pa pravijo tudi travniški ocvirki. In v bistvu tole so njegovi cvetovi, katere preprosto naberemo, rahlo prepražimo, tako na kakšnem olju in potem dodamo na vrh različnih jedi. So izredno hranljivi, izredno bogati z vitamini, minerali in uporabni seveda tudi v prehrani, ne samo kot zdravilni v čaju. No, tule zraven pa je že tudi poleg regrada še ena rastlina, ki je podobna regradu, ki je v bistvu sorodnica regrada. Ta ima precej močno izrazite mesnate liste, reče se mu svinjak in pa je zelo, bom rekla, po okusu malenkost bolj podoben regradu, izredno zdravilna rastlina. Fajn je, da jo dodajate v prehrano, no tole lahko sicer nekoliko tudi prej popražite, ampak ne predolgo, da ne izpustijo kakšnih sluzi, potem postane tako precej mehek in neokusen. Tako da najboljše je seveda kar svež, tako bolj na drobno narezan, zraven z regradom, kot sem rekla, mogoče malo rmanovih listov, grenkulice. Če imate mogoče kakšno materino dušico kje v bližini, si jo lahko tudi naberete in imate okusno solato. Tako, tole je nekako malo predstavitev, kaj si lahko že naberete, kaj že lahko uživamo sveže, ne samo v obliki čajev in napitkov. Pa prijeten lov za divjimi rastlinami. Lep pozdrav!